Lokalne volitve 2018. Dober dan, cenjene poslušalke in poslušalci. Poslušate Radio Robin, Erika Koncuca vas lepo pozdravljam. Pred nami je predzadnje soočenje pred prvim krogom lokalnih volitev. Danes v našem studiu kandidatka in kandidat za župana občine Brda. Če gremo kar po vrsti, kot ste navedeni v volilnem razglasu, pod številko 1, Franc Možič, neodvisni kandidat iz liste Franca Možiča. Dobrodošli v našem studiu. Pod številko 2, Teja Jelina, kandidatka SDS, podporo Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke. Dober dan tudi vam. Pozdravljeni. V tej uri pred kosilom bomo na mizo postavili vajne poglede, predloge, programe, tudi izzive, ki vaju čakajo v primeru, da boste izvoljena. Odštevamo namreč zadnje udarce ure do nedeljskih volitev, ko gotovo izvemo, kdo od vaju bo županoval v Brdih. No, najprej pa začnemo bolj sproščeno, kar z vajnima kratkima osebnima predstavitvama, oziroma gospod Možič, vas bom kar takole vprašala. 7. se podajate v volilno igro, je tokrat kaj drugače? No, mislim, da mi je bolj enostavno, ker lahko rečem, da nekaj izkušenj imam z tega področja. No, in če mi kdo kaj reče, mi reče tako, Franc, se te še hoče. Resnično ja, ker čutim v sebi še dosti moči, energije, volje, vizijo imam in predvsem pa vem, kaj nas še čaka. In če v ponedeljek bom izvoljen, vem, da bomo lahko že v ponedeljek to mašinerijo občinsko pognali naprej in marsikaj se bo zgodilo. No, in mislim, da pred nami je še dosti dela. Hvala. Gospa Jelina, vi stopite prvič na politični parket. Kaj bi o sebi povedali vašim volivcem v Brdih? Stara sem 41 let, poročena sem na Hum, imam 2 hčeri, končala sem srednjo geodetsko šolo in pa višji strokovni študij za komercialista. Govorim angleško, tudi odkar sem v Brdi govorim italijansko. Po letih službe sem se pač odločila ostati na delu na moževi kmetiji in nadaljujeva skupaj s družinsko tradicijo kmetovanja. Po značaju sem poštena, dosledna, prijazna in pa vedno nasmejana. Vseh aktivnosti se zelo vneto sem zelo, jemljem zelo resno in obveznosti jemljem, resno, hvala. Hvala. Župan je prvi promotor občine, tako da bomo zdaj v kratkem kvizu preverili, kako poznate vašo občino, pa tukaj kar izberite po 2 vprašanji vsak. Gospa Jelina, tokrat začnemo kar pri vas. Povejte vprašanje, ki ste ga dobili. Nad Kojskim kraljuje podružnična romarska cerkvica Svetega križa na Taboru. Koliko je star krilni oltar biser v slovenskem prostoru? Kar dolgo, čez 500 let, ker je iz 1515. leta. Odlično. Gospod Možič, vaše prvo vprašanje v kvizu? Kar izvolite blizu mikrofona. Kozana majhna vas v Goriških Brdih, poleg nenavadnega zvonika vaške cerkve, ki je nastala po Plečkovem načrtu, še eno zanimivost, katero najstarejšo oljko, najstarejši traktor, najstarejšo žarnico. Odlično. Gremo še drugi krog kviza. Izvolite, gospa Jelina. Hvala. V kateri vasi najdemo cerkev, okoli katere je ovita debela veriga? V Dolnjem Cerovem. To je čisto blizu vas, kjer ste doma, tako da zelo dobro poznate. Gospod Možič, še vaše drugo vprašanje v kvizu. Vidim, da ste zelo pripravljeni. To se gre verjetno za spomenik Lojza Gradnika. Kar preberite na glas. Drevje se v gradu Dobrovo pričenjajo Gradnikovi večeri o 26. Kdo je avtor njegovega ekipa, ki danes pozdravlja izpred osnovne šole? Jakov Brdar. Odlično. Pred kratkim se tudi ta kip preselil izpred gradu Dobrovo, pred osnovno šolo Dobrovo. Po skladbi slišimo vprašanje z terena, pridruži se nam eden zelo uspešnih bricov v svetu, generalni direktor prevajalcev v Evropskem parlamentu, Walter Mavrič. Ostanite v naši družbi.
Na Radio Robin danes gostimo kandidatko in kandidata za župana občine Brda, Teja Jelina, kandidatka SDS podporo SLS in NSI, in Franc Možič, neodvisni kandidat iz liste Franca Možiča, sta danes v studiu Radia Robin. Čas je za vprašanje znanja osebnosti iz občine Brda. Prisluhnimo vprašanju. Dobar dan, gospa Jelina in gospod Možič. Sem Walter Mavrič, doma iz Šlovrenca, sicer pa že vrsto let živim v Luksemburgu, kjer delam kot prevajalec. Vedno znova se z veseljem vračam v Brda, zato hvala za to možnost, da vama tudi jaz lahko po radijskih valovih postavim vprašanja. V Brdih zraste in obrodi skoraj vse, kar posejemo ali posadimo. Brici sicer znamo prodati naše pridelke, pa vendar, kako bi občina lahko pomagala, da se čim lažje in čim hitreje prodajo vsi pridelki, ki jih pridelajo kmetje? Kot drugo vprašanje, kakšni so vaši načrti za mobilnost z javnimi prevozi, tudi čezmejno? Najlepša hvala za odgovore, lep pozdrav iz Luksemburga in vso srečo na volitvah. Najprej pričnemo s prvim vprašanjem, kako boste poskrbeli, da bodo Brici čim lažje in čim hitreje prodali svoje produkte. Pa tokrat začnemo kar pri vas, gospa Jelina, izvolite odgovoriti. Torej, sama izhajam iz kmetijstva, to področje zelo dobro poznam. Seveda delati je treba na zaščiti blagovne znamke, torej vemo, da so naši kmetje prikrajšani zato, ker se drugo blago prodaja pod našim imenom, tako da na tem moramo delati. Ja, seveda, zaščita, registracija blagovne znamke. To pomeni, da se bo vse prodajalo pod to blagovno znamko in s tem bomo potem tudi bolj prodorni. Seveda bomo dali vedeti, da je to naše blago. Zdaj, tržišča so si seveda kmetje sami ustvarili. Jaz mislim, da je treba tle kmete povezati in jim pomagati pri torej iskanju novih tržišč. Tako da povezanje vseh torej udeležencev v tej panogi, to je to. To je najbolj važno. V Brda prihaja tudi veliko Italijanov. Bi bila tržnica recimo tudi ena izmed možnosti? Absolutno našim kmetom oziroma kakršnikoli pridelovalcu je treba dati možnost, da lahko svoje pridelke dajo na stojnico in jih ponudijo ne samo Italijanom, tudi nam konec koncev. Gospod Možič, izvolite še vi odgovoriti, torej kako bi čim lažje in čim hitreje prodali svoje produkte? No, mislim, da je hvala Valterju, ker pozna tudi to briško problematiko. Že v prvem mandatu smo v občini Brda zaznali, da je treba temu našemu osnovnemu gospodarstvu, ki mu pravimo kmetijstvo, pomagati. Pomagamo mu lahko tako indirektno, da ustvarimo pogoje, da ta teritorij, ki mu pravimo Brda, je čim bolj prepoznaven. Vse tega smo takrat v občini, sigurno soporten komisiji, pa tudi občinskih svetov, vseh mandatih se je vedno podpiralo te aktivnosti v smislu prepoznavnosti. Vse tega smo tudi, bom rekel, izbrali našo blagovno znamko z lepim sloganom Dežela opojnih trenutkov, in pod to blagovno znamko, kot je moja kolegica nekako rekla, delati moramo na tem, da Brda bodo čim bolj prepoznavna in da v Brda pripeljemo čim več ljudi, in brez dvoma, da tudi tržnica je smiselna zadeva. Brda skozi vse te naše aktivnosti postajajo že sedaj zelo prepoznavna in na tem treba tudi delati v bodoče. Hvala. Posvetimo se še drugemu vprašanju, torej če povzamem, kakšni so vaši načrti glede mobilnosti z javnim prevozom, tudi čezmejno. Pa tokrat pričnemo pri vas, gospod Možič, izvolite odgovoriti. No, to mislim, da je tudi več kot smiselno in potrebno. Vsi se trudijo in trudimo, da bi ta prevoz bil čim bolj eko. V Brdih smo tudi na tem področju že pred leti precej naredili, s tem, ko smo nabavili preko našega TIC-a kar nekaj koles na tudi, da imajo električne motorčke, ki pomagajo kolesarjem po teh briških gričih. Pred leti smo tudi nabavili že prve eko skuterje in tudi težje funkcionirajo. Kaj pa glede javnega prevoza? No, kar se teče tudi javnega prevoza, vsekakor danes vem, da se vozi celo po Novi Gorici in Stari Gorici že avtobus, ki bo vsekakor vključen v promet. Prav tako bomo tudi v Brdih morali na to dati dosti več. Vse tega smo tudi priskrbeli kar 3 lokacije za polnjenje električnih avtomobilov. Tako da te bencinske črpalke verjetno čez čas jih bodo odveč.
Hvala. Gospa Elina, izvolite še vi odgovoriti. Seveda, javni prevoz je pri nas zelo šibek, ne vemo točno, da je težko prideti in v Gorico, če nimamo svojega avta. Ja, na tem je treba delati, absolutno se strinjam, vse te eko variante so odlična zadeva, samo je treba poskrbeti, da bodo ljudje torej tudi v mestnem času prišli lahko do Gorice in čez mejo in tako naprej, tako da ja, povezava je nujna, sploh pri starejših ljudeh, ki ne morejo niti po upravkih jeti v mesto. Tako da, to je to. Po skladbi se posvetimo športu, večnamenska dvorana oziroma telovadnica bo, ne bo. Čez nekaj trenutkov slišimo, kaj nameravata kandidata za župana. Poslušate soočene kandidatke in kandidata za župan v občini Brda. Teja Elina, kandidatka SDS, podpore SLS in NSI, in Franc Možič, neodvisni kandidat iz liste Franca Možiča, sta danes v studiu Radia Robin. Večnamenska dvorana oziroma telovadnica je naslednja tema. Pred leti je bil že izdelan projekt, govorilo se tudi, da bi objekt zgradili v sklopu športnega parka v Vipavžah. Boste željo Brico uresničili ob misli, da je projekt vreden konkreten kos pogače občinskega proračuna? Če ja, kam bi ga umestili? Izvolite, gospa Elina. Hvala lepa. Ja, že dolgo čakamo na to telovadnico, sploh zdaj, ko hodimo okrog, me ljudje prav apelirajo, dajte nam že narediti telovadnico. Veste, da je nujno potrebna ne samo za vzgojo in izobraževanje otrok, tudi za ostale občane. Ja, treba se je lotiti zadeve, tle so tudi verjetno možna evropska sredstva pridobiti. Konec koncev smo lahko tudi bolj racionalni, se pa sicer sem bolj naklonjena lokaciji pri šoli, torej da so šolari, da imajo telovadnico ob šoli, da ni torej prevoza in dolgih pač voženj do tja. Ja, to rabimo in sploh veste, da se včasih imamo kakšne prireditve v Brdih, ki tudi Vila Vipavže postane premajhna, torej na tem je treba začeti konkretno delati. Hvala. Gospod Možič, izvolite še vi odgovoriti. Ja, resnično še kako vem, da je to več kot potrebno. Skoraj da ni občina v Sloveniji, ki bi bila brez večnamenskega objekta, ampak tudi tu smo pred leti že napravili nekako idejne zasnove. Smo bili tik pred tem, da napravimo tudi izvedbeni načrt, ampak ko smo gotovili, da tak projekt, ki nekako bilo tudi izglasovano, tako rekoč, pa smo bili pod nekim pritiskom, da ta objekt se zgodi pri sami šoli, in ko smo dobili podatek, da tak objekt je vreden 4 do 5 milijonov evrov, in ko smo se prijavili na določene razpise in nažalost, ker smo dobili, ne nažalost, na srečo, ker smo dobili druga sredstva za druge projekte, tu smo izpadli, ampak tu ni dost evropskih sredstev, to moram odkrito povedati, to je k večjemu, če nameni država z Ministrstva za šolstvo tistih 10 do 20%. Tudi sam sem za to, da ta objekt, ko bodo sredstva nekako na razpolago, da se ga zgradi pri sami šoli, tako da je blizu tudi šolarjem. Hvala. Gospa Elina ima repliko, izvolite. Samo tole bi rada dodala. Ja, telovadnica je že tako izven standardov zdaj, da že v bistvu bi se moglo Ministrstvo za šolstvo tle vključiti in bi nam mogli pomagati, ker je resnično ne zadovoljujemo več standardov za izobraževanje. Toliko. V redu. Po skladbi se posvetimo gospodarstvu, turizmu, kako obdržati trend rasti obiska, kako spodbuditi odpiranje novih delovnih mest v Brdih. Kaj predlagata kandidata, slišimo že čez nekaj trenutkov. Na Radiu Robin poslušate soočenje kandidatke in kandidata za župana občine Brda. Teja Elina, kandidatka SDS, podpore SLS in NSI, in Franc Možič, neodvisni kandidat iz liste Franca Možiča, sta danes v našem studiu. V naslednjih minutah se osredotočimo na gospodarsko področje. Brda so se turistično zelo razcvetela, samo v juliju in avgustu ste v Brdih po podatkih Državnega statističnega urada obkljukali po 7000 in več prenočitev. Na voljo imate, naj omenimo, 600 ležišč. Menite, da je smiselno, da bi povečevali ta obisk, ali bi se raje osredotočili na to, da bi obogatili ponudbo, da bi postal bolj butični turizem v Brdih? Izvolite najprej vi, gospa Elina.
Ja, seveda, ustvarjamo turizem dobrega počutja, ko se turist pri nas res ima lepo, se človek tega nikoli ne naveliča, vendar pa smatram, da je predvsem temu potrebna zmernost in usklajenost vseh, ki turizem ustvarjamo. Seveda, Brda se usmerjajo v kakovostni turizem, pri tem je pa potrebno, da vsi prebivalci v to verjamemo in da pač delamo za skupen cilj. Veste, občani moramo biti zadovoljni stanjem, kakršen je v občini in seveda z infrastrukturo, ki je, bi mogla biti na dovolj visokem nivoju. Seveda, povezovanje, vključevanje vseh in pa seveda vprašati ljudi, ali si tega želijo ali ne. Hvala. Gospod Možič, minuta je vaša. No, prav gotovo, da smo se že tudi z tega segmenta v Brdih zavedli tega, da osnovnemu gospodarstvu pomagamo lahko skozi razvoj turizma. To nam resnično nekako uspeva. Pred nastankom občine Brda smo imeli v Brdih 24 ležišč, v gostilni 25. maj na trgu na Dobrevem. In sedaj se lahko ponašamo resnično že 600 ležišči. Prav gotovo, da nisem zagovornik tega masovnega turizma, kot se marsikje pojavlja. Sem za butični turizem, za turiste, tisti, ki znajo ceniti to, kar Brda nudijo. Vsekakor pa moramo delati, da v Brdih zadržimo turiste tudi po več dni. Vse tega mislim, da rabimo tudi še dodatne kapacitete, preročitvene, pa tudi gostinske. Vse te stvari moramo staviti na višji nivo. Usporedno s tem treba tudi graditi komunalno in cestno infrastrukturo in to je tisto. V Brdih vsekakor moramo delati na razvoju turizma, ker to je tudi pogoj za razvoj tega osnovnega gospodarstva in za boljše življenje v Brdih. Hvala. Turizem je v Brdih zagotovil prihodek številnim družinam, to je gotovo. Kljub temu, s kakšnimi ukrepi boste v Brdih še spodbudili odpiranje novih delovnih mest, predvsem v ostalih gospodarskih panogah? Izvolite, gospod Možič. No, tudi na tem področju, še kako smo si pred leti, smo nekako poudarili. Osnovna dejavnost je kmetijstvo, poudarko na vinogradništvo in vinarstvo, na drugo mesto smo dali turizem, na tretje mesto smo dali razvoj malega podjetništva oziroma obrti, na tem se tudi dela. Ta moment teče tudi zelo zanimiv projekt, ki mu pravimo ureditev protipoplavnosti, prostor pri agrariji na Dobrem. Uspeli smo pred kratkim dobiti od države 320 000 evrov, da se je saniralo reko, da je zdaj območje pri agrariji ni poplavno več, tako da je možno tam graditi, kar, kot sem seznanjen, vinska klet Dobrovo bo kratkem začela izgradnjo nove agrarije, zgodil se bo tudi hipermarket, ki ga zna biti, da ga bo zgradil kmetijska zadruga. Koliko delovnih mest novih se bo tam? Tu se govori od najmanj 30 delovnih mest, pa tudi celo več. Tako da tudi na tem se dela in to je nujno, da v Brdih ne bo samo eno področje razvito. Gospa Elina, izvolite še vi. Ja, seveda, kmetijstvo je ta prva panoga, jaz sem zelo vesela in zadovoljna, ko vidim mlade kmete, ki prevzemajo kmetije in delajo v tej smeri. Je treba torej na tem področju delati. V turizmu imamo velike možnosti ustvarjati inkubator za razvijanje kakovostnega turizma, torej idej, ki prihajajo v tej smeri. Seveda, mlade privabljati, da ostanejo v Brdih, jim je treba dati možnost torej malega podjetništva. Zdaj v številkah točno vam iskreno povem, da ne vem podatkov, ampak zadržati mlade, da bojo videli prihodnost, da imajo možnost in da jim damo možnost, da se lahko sami razvijajo in odkrivajo potem nove poti in nova. Konec koncev imamo pa tudi možnosti preko digitalnih zadev in se lahko tudi v bistvu mladi delajo od doma, če želijo. Hvala. Po skladbi se dotaknemo socialne oskrbe. Ostanite v naši družbi. Slušate soočenje kandidatke in kandidata za župana v občini Brda, Franc Možič, neodvisni kandidat iz liste Franca Možiča, in Teja Elina, kandidatka SDS, podpore SLS in NSI, sta danes v studiu Radia Robin. Prišli smo do zadnjega dela današnjega soočenja, pa se osredotočimo na socialno oskrbo in tudi zdravstveno kasneje. Torej najprej populacija se stara, ljudje tudi v Brdih so soočeni s problemom demence v družini, težavam jim povzroča vprašanje, kako poskrbeti za starejše
starejše svojce ob redni službi. Rešitev je medgeneracijski prostor po vzoru hiše dobre volje. Kaj boste storili, da bi to vrstno storitev zagotovili tudi vašim občanom, da bo briška občina tudi starejšim prijazna, kam bi hišo dobre volje umestili? Izvolite najprej vi, gospod Mužič. No, tudi na tem področju delamo in iščemo rešitev. Idejne zasnove so nekako že podane, ampak vse skozi tudi v Brdih mislimo naše starejše občane. Tako smo že pred dobrimi 10 leti pomislili s tem, da smo pomagali domu za starejše občane iz Nove Gorice zgraditi dom za starejše občane v Podsabotinu, da ta moment teče tudi nekako dodatna dela ureditev parka za te naše oskrbovance v Podsabotinu in če se ne motim prav, danes se je začelo s temi deli. Tudi, bom rekel, na drugem področju delamo v tem smislu, da čim več časa zadržimo ljudi doma. Zaradi tega smo ena prvih občin, govorim še iz starih časov, ki smo organizirali oskrbo na domu in sedaj, kar vem, v Brdih deluje kar 3-4 osebe, ki oskrbujejo te naše starejše občane doma. Se strinjam z vami, da ljudje počasu starimo in vsekakor mislim, da ta zadeva je zelo, bom rekel, tudi humana in nujno je treba posvetiti tem ljudem, tej kategoriji ljudem dosti pozornosti in mislim, da ne sme biti nič drago, če napravimo za to kategorijo ljudi kaj. Izvolite, gospa Elina, beseda je vaša. Seveda, starejši so bili in so še zdaj vedno del naše lokalne skupnosti. Seveda, tako kot ste rekli, prebivalstvo se stara in za njih je treba poskrbeti v varnem dnevnem centru. Zgraditi ga je treba, umestiti v eno lokacijo, ki je primerna, ki ima tudi nekaj okolice, da lahko se ti starejši zadržujejo. Pomembna je pa tudi ena zadeva, ne? V vaških jedrih vaška jedra so prazna. Tam smo dobili pobude, da bi lahko nekako naredili lažjo infrastrukturo za lažje športne aktivnosti, pomeni, da bi se starejši lahko tudi tam bi bili športni aktivni. Druženje bi bilo, se starejši ne bi čutili osamljeni doma, ampak bi se družili tudi svojimi sovaščani in pa seveda tudi mladimi. Tako da na tem je treba absolutno delati. Hvala. Ostanimo na področju oskrbe, tokrat zdravstvene. V mandatu, ki se izteka, ste v Brdih odprli nov zdravstveni dom. Potreba pa je po pediatrični službi. Kaj boste storili, da boste briškim staršem omogočili tudi tovrstno storitev? Pa začnemo najprej z gospo Jelina, izvolite. Moja kolegica svetnica se že skoraj 2 mandata trudi, da bi pediatr prišel v Brda. Jaz mislim, da si ga zaslužimo konec koncev po statističnih podatkih, ki so res v bistvu neverjetni, bi nam pediater v Brdih pripadal. Jaz sicer verjetno, da je težko tistim staršem, ki že imajo otroka pri pediatru v Gorici, da bi mogoče bilo težje pripeljati otroka v Brda, ampak jaz mislim, da je treba začeti, če ne z novorojenci, z novimi cepljenji in v bistvu tako potem pediater bo imel zmeri več otrok. Tako da pediater nam, če ne drugega, ga res vsaj za polovični čas ali pa mogoče ponedeljek, sreda, petek, da bi bil prisoten v Brdih, v zdravstvenem domu. Hvala. Gospod Mužič, izvolite še vi. Brez dvoma, da ta problem obstaja in nujno je na tem delati. Mi se z domom Zdravstvenim domom Nova Gorica pogovarjamo že en čas o tem, ampak oni imajo tudi, bom rekel, kadrovske probleme z tega področja. Prej se bo tu moralo najti ustrezno rešitev in kvalitetno rešitev. Najprej povem pa, kar se tiče zdravja, da smo resnično ta dom ga dobili zelo na hitro in mislim zelo usklajeno z vodstvom, takratnim vodstvom zdravstvenega doma, ko se je zgodila ta nova ambulanta. Tam je prostora še za druge ambulante. Po novem letu mi je bilo obljubljeno pred kratkim od zobozdravstva, da tam se bo odprla še ena ambulanta za zobozdravstvo. Vsekakor z vodstvom zdravstvenega doma pa se pogovarjamo
da bi v zdravstveni dom na Dobran namestili še enega zdravnika, tako da bo še ena ambulanta odprta. Govori se o nekem kriteriju, ki pravi, da na 1500 prebivalcev v občini bi moral biti ten zdravnik. Se pravi, da v Brdih bi moralo biti potem, če nas je 6000, kar 4 zdravnike, mi bomo zadovoljni, če bodo 3. No, na tem se dela in računamo, da v kratkem bo tudi splošno zdravstvo poskrbila še za enega zdravnika in da napolnimo prazno ambulanto, ki je v novem zdravstvenem domu na Dobrovem. Hvala. S tem zaključujemo današnje soočenje. Ura je mimo. Če ste ga zamudili, ga dobite tudi na naši spletni strani. Jutri boste na svoj račun prišli Ajdovci. Ne zamudite zadnjega soočenja na Radio Robin jutri med 11. in 12. uro. Vabim pa vas tudi k poslušanju nedeljskega spremljanja izidov lokalnih volitev. Slišali boste prve vtise iz volilnih štabov. Lokalne volitve 2018.